če imaš v službi ali pa doma majhen zaslon in občutek, da ne moreš tako hitro delati, kot bi rad, ker je pač ta zaslon premajhen, da bi videl vsa okna, ki jih želiš videti. Recimo, da hočeš naenkrat videti in ta Excel, pa ta Excel, pa ta Word in še tole okno povrh, ja, to na majhnem računalniškem zaslonu ne moreš, ne. Jaz sem klele recimo na telem 15,6-inčnem zaslonu in pač ne gre. Tako da sem zbral 4 nasvete, kako bolj učinkovito delati, če je to tvoja situacija, da imaš majhen zaslon in da čutiš, da bi se dal nekaj narediti. Ok, nasveti so teli. Torej, prvi je, da si preprosto poleg tega zrihtaš še en zaslon in imaš pol kle enega, pa kle enega, pa kle enega, pa kle enega. No, vem, ta je ta najbolj očiten, ampak je imeti 2 zaslona, pa potencialno velika, to je tako najboljši produktivnostni namig, nasvet, ki ga lahko dam. Pa seveda razlaga to en, ki si ga še ni kupil, ampak je v procesu. Druga zadeva je bližnjica na računalniku in to je Alt-Tab. Držim Alt, kliknem Tab in se lahko sprehodim čez vse svoje okna. In ko spustim zadevo, mi pokaže onega, na katerem sem bil, ko sem spustil zadevo. Torej, če grem zdaj na Word, pa spustim oboje, Alt in Tab, potem vidim Word. Če zdaj držim Alt, kliknem Tab, pa hočem ta Excel, spustim Alt in vidim ta Excel. To je moja najljubša računalniška bližnjica, zato ker namesto da klikam tlele Word, pa potem sem, pa Excel, pa tukaj nekaj naredim, spet Word, pa tukaj nekaj naredim, spet Excel, pa se stalno z miško sprehajam dol, pa gor, pa dol, pa gor, pa dol, pa gor, no v glavnem tega ne rabim. Lahko sem kliknem Alt-Tab, tukaj nekaj naredim, pa tukaj nekaj naredim, pa tukaj nekaj naredim, pa tukaj nekaj naredim in se slišite, to je ta klik, ne? Samo to. Prehajam se med tema 2 zaslonoma, takole. 1, 2, 3. In to je drugi nasvet. Ta bližnjica Alt-Tab, to je ta najboljša stvar, ki so jo pogruntali, če mene vprašaš, za vse ljudi, ki so na majhnem zaslonu. Tretja je velikost. In z velikostjo mislim velikost okna. Če recimo primem tole okno za najbolj zgornjo vrstico in ga ruknem ob zgornji rob. Vidite to animacijo? No, zdaj ga spustim in zadeva se bo povečala čez celoten zaslon. Če ga primem za zgornji rob, pa spustim recimo desno, vidite to animacijo, in ga zdaj spustim, se bo zadeva povečala čez polovico. Na drugi strani pa mi Windows ponudi, katero okno želim dati na drugo polovico. In recimo zberem Word. In evo, imam pol. Ali pa, še en scenarij je, da primem tole okno in ga dam v kot, desno zgori. Pa vidite to animacijo? Kar pa mi tole okno da na četrtino mojega zaslona. In bi lahko v bistvu vsa 4 okna, ki jih imam trenutno odprta, dal takole na... A vidite, tukaj Windows mi ponudil, da kjer ga hočem imeti na tej četrtini in zberem recimo ta Excel. In zdaj imam četrtine. Kar, kot vidite, ni lih najbolj uporabno. Je pa recimo uporabno, če bi hotel med 2 Exceloma, dajmo ta 2 dol, prenašati podatke in dam tega zgori desno, pa ga raztegnem. Tega pa, ta je že tukaj, evo, recimo, da sta te 2 tabeli zelo široki, kar je večina Excel tabel, in zdaj hočem med to pa to prenašati neke podatke. No, je tale način zelo dober. Če
Če pa še vedno ne vidite vse vsebine, imate pa še zadnji svet in to je povečava oziroma zmanjšava. Torej, tegale recimo dam na 70%, da lih toliko, da še vidim podatke, pa tega dam na 70% in ni jih najbolj prijetno takole delati, ker je zelo mehno, ampak vidim dejansko celo vrstico. Oziroma v tem primeru vidim malo več kot celo vrstico, tako da bi lahko šel celo na 80%. Tako da ja, preden začnete delati, je fajn, da razmislite, pa to je tudi nasvet za mene, da razmislimo, kako si ta okna razporediti, da bom najhitreje naredil, kar imam za narediti. Recimo, da moram iz tegale zgornjega Excela v spodnjega prenesti podatke glede na navodila v temle Wordu. Evo, rečemo, da so to navodila, kar tudi piše. Kar bi jaz naredil, je tole okno prijel, pa ga dal na levo stran, da je čez polovico, ga malo zmanjšal, da je zmanjšal, pa tudi tekst takole naredil, še mehen tekst manj, evo, lih toliko, da ga vidim, takole, pa ta dva Excela, recimo tega bi dal desno zgori, pa tudi malo čez. A veš, kaj navodil ne rabim stalno videti, tega desno spodaj. Zdaj recimo, če nočem Worda na ta mehen konc dati, potem kliknem kamorkoli drugam, pa mi bo prejšnje stanje dal nazaj. Evo. In zdaj lahko z Alt-Tab menjam med tema dvema, med tem. Pa ker rabim, kliknem kle, pa pogledam navodila. In pa grem spet nazaj. Ali pa celo takole. Ker navodila v bistvu rabim lih toliko, da jih kliknem na levi strani, pogledam in pa grem nazaj. Tako da ja. Da si kupite še en zaslon, ta najboljša zadeva. Alt-Tab, bližnjica na tipkovnici, ful fajn zadeva. Velikost oken, pač si naredite tako, kot vam sede. In povečava, ko ponovadi deluje tako, da kliknete Ctrl in ga držite, potem pa s koleščkom miške naprej nazaj. Lahko pa, kakor smo prej delali z drsnikom, spodaj. In to je to. 4 načini, ki sem jih našel do zdaj, kako boljš in bolj učinkovito delati na majhnem računalniškem zaslonu.